Aljaž, zdaj že par tednov, ne, ko delava to evropsko četrt, ostajava v Ukrajini, mesec dni je že, kar so Putinove sile napadle, kar obstreljujejo in bombardirajo cilje v Ukrajini. Zdaj pred napadom je ruski predsednik rekel, da to delajo zato, ker želijo demilitarizirati in denacificirati Ukrajino. Povabila sva Branka Sobana, ne, da nam bo pomagal ta drug del postaviti v kontekst, ker jaz sem, Aljaž, kar zasledila en kup različnih teorij, zarot, koliko sploh to je veliko in koliko to ni, ne. Ja, seveda, Nataša, ne, spet se vračava k tistemu famoznemu in rahlo odlepljenemu od realnosti nagovoru ruskega predsednika Putina narodu, ko je najprej potrdil priznanje dveh samooklicanih republik, Donetsk in Lugansk, in potem iz tega seveda sledila popolna invazija na Ukrajino, kjer je bil velik del nagovora namenjen domnevno nelegitimni neonacistični oblasti domnevno neonacistične oblasti v Kijevu, kjer je sestavil neke koščke, nekih faktov, veliko domišljije, veliko samo zavajanja v zgodbo o ogroženi Rusiji, ki mora to ogroženost rešiti tako, da prežene neonaciste in zadrogirance, ne, tudi to je uporabo iz Ukrajine in iz Kijeva. Pri čemer je pa treba seveda dodati, da sva skozi najine siceršnje pogovore skozi leta in tudi ko sva Ukrajino nekoč že obdelovala, so se te teme pojavljale, ne? Se pravi prisotnost skrajno desne politike, skrajno desnih ideologij, skrajno desnih tudi enot, mislim, da sva jih že omenjala. In za to je, kot si rekla, imava danes eminentnega gosta, ki nam bo poskušal te stvari pojasniti, ker je pač ta, se mi zdi, da je to recimo moje izhodišče za današnji pogovor, prisotnost skrajno desne ideologije ni omejena zgolj na Ukrajino ali pa na del ukrajinskega političnega spektra. Vsaj tako pomemben se mi zdi, je ta faktor tudi v Rusiji sami. Branko Soban, lep pozdrav. Branko, živjo. Branko, kako si? Ja, jaz sem super. Ti v Sloveniji te dni potuješ, vem, da veliko potuješ. Ja, sem v Sloveniji, smo potovali, zdaj smo malo doma, aprila gremo naprej. Branko, tega pogovora se res veseliva, ker si eden tistih, ki je dejansko delal in potoval po Rusiji in sploh v tisti regiji. Zdaj pa najprej, da to razčistimo, a si še persona non grata v Rusiji? Ti si namreč v enem momentu dobil prepoved vstopa, ne? Ja, zdaj, če tole malo razložim, kako je s to stvarjo. Jaz sem končal svoj prvi mandat v Moskvi leta 2001, pol so mi pa 2005 v hiši predlagali, če bi šel spet v Moskvo, seveda to sem jaz rekel z veseljem, ne. Rusija in ves ta bivši posovjetski prostor je prava zakladnica za novinarje, ne, mislim, tam je toliko zgodb, da lahko delaš 24 ur na dan, kar sicer pravi novinar itak mora. Ampak pol so se pa stvari zapletle, ne. Pristojni organi v Moskvi mi niso hoteli dati akreditacije in potem seveda nisem ostal samo brez akreditacije, ampak tudi vize nisem več dobil. Zdaj, čisto na kratko, zakaj? Med mojim prvim mandatom v Moskvi sem bil dvakrat povabljen, v narekovajih, k pristojnim službam na zunanjem ministrstvu, ki se ukvarjajo z novinarji, in seveda na mizi so imeli vse moje članke v originalu in prevedene. Jaz sem bil malo šokiran, jaz sem pričakoval, da bomo malo poklepetali, je bilo pa ta klepet se je bolj spremenil v 1 uro in pol dolgo pranje možganov, mislim glave, da pač ne razumem, da ne poznam in tako naprej.
in ker se nisem nič popravil, se je to vabilo pol ponovilo še enkrat in tudi po tistem nisem nič spremenil mojega odnosa, kritičnega odnosa do ruske politike in takrat je bila tudi zelo aktualna vojna v Čečeniji, o kateri Rusi ne radi slišijo. In seveda, ker se je pa bližal konc mojega mandata, so pol se ta vabila nehala, ampak ko sem pa ponovno poskušal priti v Moskvo, je bila pa ta zadeva ustavljena in nisem več dobil ne samo akreditacije, ampak tudi ne več vize. In viza je bila zavrnjena večkrat. Pol sem pa po 11 letih sem pa čist rekel, zdaj bomo pa poskusili in sem turistično vizo dobil, tako da sem bil po 11 letih prvič znova v Rusiji, ampak seveda turistična viza je zelo omejena, na tistih nekaj dni, kot imaš karto in to je to. Ampak vendarle po svoje sem bil vesel, ker sem po daljšem času spet videl Rusijo, ki jo imam rad in jo v bistvu zelo dobro poznam. Tako, kot sva omenila. Ja, izvoli, Aljaž. Je bila po 11 letih to še ista Rusija? Ne, seveda Rusija se spreminja, tudi na zunaj ogromno stvari je bilo moderniziranih, popravljenih. Jaz moram reči, da sem bil najbolj prijetno presenečen nad pločniki. Ko sem bil dopisnik v Moskvi, so bili pločniki katastrofa, po noči si mogel paziti, kje hodiš. Po tem času so pa po središču v bistvu pločniki postali normalni in varni za hojo, tako da moram reči, da poleg drugih stvari me je to v bistvu najbolj prijetno presenetilo, ker zlasti po zimi, ko je sneg, zmrzal, led, so pločniki izjemno nevarni, ne samo zaradi ledu, ampak neravne površine pa lukenj, tako da je bilo to res en tak prijetna novost. Tako kot sva rekla z Aljažem, iz različnih vidikov sva obdelovala že to ukrajinsko vojno, s tabo bi se pa res rada malo globje zakopala, ker vem, da si to vprašanje tega števila in skrajnih elementov v Ukrajini tudi raziskoval. Povej, kdaj se je to začelo? Zdaj, če sem jaz prav si zapomnila iz člankov, ki jih berem na temo Rusije in Ukrajine, je Putin o tem glasneje začel govoriti tam nekje 2014, ko situacija doma oziroma v Ukrajini, protesti proti Janukoviču, ki je bil protežiran strani Moskve in tako dalje, da je potem in takrat s tem začel. Ampak daj nas ti malo odpeljal v zgodovino, kako se prijeti tega problema. Zdaj ta zgodovina rusko-ukrajinskih odnosov je v resnici izjemno burna in dolga. Zdaj ne vem, kje bi v bistvu začel. V bistvu samo to me zanima, pravzaprav ta nacistični element. Kdaj je Putin s tem začel in koliko je tega? Te stvari so se v resnici začele zaostrovati leta 2014 z okupacijo Krima in napadom na Donbas. Do začetka te vojne, ki traja še danes, jaz večkrat pravim, da ta vojna iz leta 2014 nikoli ni bila končana, traja 8 let, kar se je zdaj zgodilo, je samo apokaliptična eskalacija vsega tistega, kar se je nakopičilo v odnosih med Moskvo in Kijevom. Zdaj, zakaj je prišlo do tiste vojne 2014? Dejstvo je, da je Putin bil v Ukrajini 2-krat poražen. 2 poraza je doživel. Najprej z oranžno revolucijo 2004 in potem z vstajo na Majdanu, ki se je pa zgodila zato, ker je takratni predsednik Viktor Janukovič nenadoma obrnil hrbet Evropski uniji, na vrhu v Vilnusu ni hotel podpisati tistega pridružitvenega sporazuma, zato ker ga je Putin kakšen teden pred tem povabil v Moskvo in mu v zameno za to, da tega sporazuma ne podpiše, ponudil $15 milijard pomoči.
Ukrajinci, velika večina Ukrajincev hoče v Evropo, hoče v Evropsko unijo, noče več živeti v objemu Moskve. Zato se je začel Majdan. Potem je sledil pobeg Viktorja Janukoviča v Moskvo in okupacija Krima. Zdaj, od takrat se je ta retorika, od takrat se je ta retorika v odnosih med Moskvo in Kijevom v resnici izjemno zaostrila. Ni pa v bistvu nič novega. Takrat je Putin začel odkrito govoriti o nacistih, o neonacistih, o skrajnih desničarjih. Zdaj, resnici na ljubo, takrat, ko se je začel Majdan, so res zraven prišli tudi mnogi skrajni desni politiki. Takrat predvsem gibanje Svoboda in desni sektor, po rusko pravi sektor. Tile so dogodke na Majdanu poskušali speljati v svoje politične interese. Svoboda je bila na volitvah, ki so sledile Majdanu, dokaj uspešna in je dobila celo tri ministerske sedeže v vladi, ampak so vse 3 člane Svobode že po 3 mesecih potem izključili iz vlade. Desni sektor je bil pa bistveno bolj razdeljen in mu nikoli ni uspelo, da bi se prebil, ne vem, v Rado ali pa kam drugam, v kakšne druge inštitucije. Njihov vodja Dmitrij Jaroš je pol na tistih predsedniških volitvah kandidiral, ampak je dobil vsega 1%. Zdaj tukaj, seveda, pol so se stvari razvijale. Tudi leta 2014 je nastal bataljon Azov, ki je glavno neonacistično strašilo, o katerem ves čas govori Putin. To je bil bataljon prostovoljcev, z različnih vetrov, skrajnih pogledov, morda so bili tudi neonacisti vmes, ki se je šel boriti v Donbas proti ruskemu okupatorju. Ta bataljon Azov se je leta 2016 razdelil na 2 dela, na vojaški del in na politični del. Iz političnega dela je na konferenci v Kijevu tistega leta nastala politična stranka Nacionalni korpus, ki je potem se poskušala na parlamentarnih volitvah leta 2019 prebiti v parlament in je naredila koalicijo spet z že omenjeno Svobodo in pravim sektorjem, ampak na volitvah so dobili vsega skupaj 2,5% glasov, kar je 2-krat premalo od 5% volilnega praga, tako da se niso prebili v parlament. Ta skrajna desnica deluje, med njimi so recimo tudi neonacisti, ampak nikoli niso se prebili, niso zraven pri odločanju v Ukrajini, niso v parlamentu, daleč od inštitucij, ki odločajo. Nimajo nobenega vpliva, so v bistvu marginalci. Za razliko od ruskih neonacistov, ki so veliko močnejši, veliko bolj organizirani in imajo ves čas vztrajno podporo Kremlja. Če dovolite, Branko, mogoče da uskočim. Namreč poročila o skrajno desnih ideologijah znotraj, da rečem, ruskih inštitucij, predvsem vojske, so bila tudi v slovenskih medijih že pred leti objavljena. In v bistvu kar na veliko presenečenje vseh, tudi tistih, ki so o tem poročali, ker tega nekako nismo pričakovali od Rusije, ki tudi v smislu nacionalne ideologije še vedno poveličuje
predvsem drugo svetovno vojno, ne, kot veliko patriotsko vojno, boj proti nacizmu in pač vse, kar je iz tega potem nastalo, ne, na nek svojstven način, ne tako, kot pač to počnemo v naših prostorih. Ne. Ima to neko drugo konotacijo, dosti bolj brutalno. Ampak hkrati se je pa sploh v konfliktu z Ukrajino velikokrat zgodilo, ne, da je režim v Moskvi in predsednik Putin osebno obtoževal Ukrajino in Zahod točno tistega, česar je bil sam nekako kriv, oziroma kar je sam počel. Ne? In se seveda zato meni pojavlja pač neko zelo tako osnovno šolsko vprašanje, kakšna, ne, to, kar se začne zdaj govoriti, kakšna je v bistvu vloga skrajno desnih etnonacionalističnih ideologij in pripadnikov v ruskih strukturah. Ravno te dni je bil recimo nek članek, sem zaznal o prestreljenosti teh ruskih plačancev v skupine Wagner z strani desnih nacionalistov in oboroženih desnih skrajnežev. Zdaj, tukaj, če ostanemo pri Wagnerju, to je v resnici zame en tak vrh te ledene gore ruskih skrajnih neonacističnih, nacističnih organizacij. Wagner je ustanovil Dmitrij Utkin, nekdanji podpolkovnik GRU, to je ruske vojaške obveščevalne službe, ki je ves poslikan z nacističnimi simboli in tega sploh ne skriva. Ne. Zdaj je bilo tudi pred kratkim ena sjajna francoska dokumentarna oddaja o tem. Ne. Zdaj, Kremelj se je že pred časom odločil za taktiko tako imenovanega upravljanega nacionalizma. Ne. Gre v bistvu za kooptiranje vseh skrajnih desnih neonacističnih skupin, ki jih je v Rusiji ogromno, za boj proti politični opoziciji in proti disidentom. Ne. To je še zlasti prišlo do izraza takrat, ko je Aleksej Navalni začel dobivati na priljubljenosti, ko je nenadoma imel, ne vem, milijon in več sledilcev, postal je nevaren Kremlju in takrat je Kremelj začel v bistvu k sebi vabiti in se povezovati z različnimi gibanji, ki so že obstajala in ki so še nastajala. Recimo pred kakšnimi 10 leti je bilo to gibanje Gremo skupaj, Idjom meste, ki je potem preraslo v Naše, ki so na Rdečem trgu zažigali knjige, ne vem, Sorokina in tehle drugih sodobnih pisateljev, ki se ne strinjajo s politiko Putina. Ampak hkrati se je pa v tej povezavi s Kremljem pojavilo kar nekaj različnih teoretikov in ideologov. Najbolj znanih je Aleksandar Dugin, ki že leta govori, da je treba Ukrajino utopiti v krvi in take stvari. On je tudi v to uradno rusko politično retoriko vpeljal dva znana zahodna fašista, fašistična teoretika, Julius Evola in René Guénon. Hkrati so pa, to je zanimivo, v Rusiji nenadoma odkrili filozofa Ivana Ilina. To je bil filozof, ki je živel v času Lenina, v času razpada imperija in nastanka nove sovjetske države. Lenin ga je zaradi kritik režima leta 1922 izgnal v tujino. To je bil znameniti filozofski parnik, na katerem je morala iz Rusije oditi praktično vsa inteligenca, med njimi tudi Ivan Ilin, ki je najprej živel v Nemčiji, potem pa končal življenje v Švici. In
Vladimir Putin je potem, ko je prišel na oblast, njegove posmrtne ostanke pripeljal v Moskvo. Zdaj, Ivan Ilin je bil velik zagovornik Benita Mussolinija in Adolfa Hitlerja. In je ponosno govoril, da je bila Bela garda, ki se je leta 17 začela boriti proti bolševikom, v bistvu nekakšna predhodnica italijanskega fašizma in nemškega nacizma. Napisal je ogromno knjig, od Putinu, to je zanimivo, Putinu ga je pa odkril Nikita Mihalkov, ta slavni režiser iz družine. Oče Mihalkova je napisal besedila za vse sovjetske himne do zdaj. Za Stalinovo, pol za novejšo sovjetsko, za časa Brežnjeva in tudi zdaj za Putinovo. Sergej Mihalkov je zdaj, mislim, da bo počasi kakšnih 10 let nazaj, kar je umrl. Sinova pa še naprej delata filme. No, Putina, najprej Mihalkova, potem pa Putina je najbolj fascinirala knjiga Ivana Ilina z naslovom Naše naloge, kjer govori, kakšen naj bo ruski voditelj. V svojih rokah mora združevati vso oblast. Gosudar, voditelj, mora biti premier, mora biti vrhovni sodnik, vrhovni poveljnik, vrhovni zakonodajatelj. In vse to Putin v resnici počne. In tudi Ivan Ilin o tej knjigi govori, da je demokracija, da so volitve v bistvu izgubljanje časa. Vse mora biti v rokah enega človeka in volitve so smiselne samo v primeru, ko gre za nekakšno kimanje odločitvam, ki jih je sprejel vodja. In točno vse to počne Vladimir Putin. In tukaj, to sem pa zdaj te dni napisal, v tej knjigi Ivan Ilin govori po svoje tudi o Slovencih. In sicer on govori, da obstajajo plemena, dobesedno napiše plemena, ki niso sposobna imeti svoje države in je pač njihova usoda taka, da morajo biti podrejene velikim sosedom. In tukaj omenja poleg nekaterih narodov tudi Hrvate in Slovence. Slovenija si pod Ivanom Ilinom po njegovem mnenju ne zasluži svoje države in je ni sposobna v bistvu voditi. Ampak on seveda, Ilin tukaj ne govori samo o Slovencih in Hrvatih, ampak je v bistvu mislil predvsem na Ukrajince, Kavkazce in, kot pravi, male azijske brate. Ti ne morejo imeti svoje države, niso sposobni imeti svoje države in morajo živeti in kimati svojemu velikemu bratu, se pravi Rusiji. In zdaj Putin počne s to vojno proti Ukrajini natančno to, kar je zapisal Ivan Ilin. Če se malenkost še vrnem nazaj na Ukrajino, pa da to pol malo piko postavimo, se pravi, ta skrajni element, zdaj malo sem gledala podatke, v kolikšni meri so ali pa koliko odstotkov so dobivali na volitvah, pa so tam 2014 nekih 10% imeli in so zdaj na to, kar si rekel, 2% prišli. Skratka, ne gre za nekaj, in to so pač dejstva, preverljivo podatki, ne gre za nekaj, kar bi naraščalo, to, kar je predsednik ruski govoril, ampak za nekaj, kar je bilo v pač upadanju. A imaš kakšne podatke o številkah tega bataljona, ki se zdaj o njem veliko govori tudi v kontekstu napadov na Mariupol? Ja, sej, ta bataljon, zdaj, ko se je začela ta nova faza vojne, ki sicer traja 8 let, ne bi štel nekaj čez 1000 prostovoljcev. Oni so v glavnem bazirani v Mariupolu, ob Azovskem morju, zato od tukaj tudi ime. Leta 2014 so pomembno prispevali k obrambi Mariupola, Rusi ga takrat niso uspeli zasesti. Zdaj so v to vojno poslali, že sama ta primerjava, vsa Rusija govori o Azovu, to je 1000 ljudi, mora biti kakšnih 100 več,
In proti temu Azovu, ki naj bi bil jedro neonacizma v Ukrajini, je krenilo 200,000 ruskih vojakov, 200,000 proti 1000. No in zdaj mislim, da glih včeraj sem bral ruske vire, da je ta bataljon v Mariupolu razbit, da je bilo ubitih najmanj 96 njihovih mož, njihovih vojakov, preostali pa da so se razbežali, tudi preoblečeni v civile in da so zbežali iz Mariupola. Zdaj, teh informacij seveda ni mogoče preveriti. In tudi današnja usoda tega bataljona ni znana, ampak bi bilo kar za pričakovati, da v teh, ko gledamo te strašne posnetke iz Mariupola, ko je mesto v bistvu zravnano zemljo, tam se dogaja pravi urbicid, uničenje mesta, da je tudi težko verjeti, da bi bataljon Azov v celoti preživel. Ampak koliko je v resnici mrtvih in kje je zdaj ta bataljon in kaj počne, bomo verjetno zvedeli šele, mislim, čez kakšen teden, mesec. Za zdaj naj bi bilo po ruskih podatkih v bataljonu Azov 96 mrtvih, drugi pa, da so se razbežali. Se pravi, v resnici, če prav razumem ta naš pogovor in počasi se bo treba vendarle premikati proti zaključku, gre tukaj za zelo velik projekcije. Mi imamo na eni strani Ukrajino, ki ima, da rečem, nek svoj skrajno desni moment v političnem sektorju, v končni fazi. Pred vojno je bil ta moment verjetno na ravni neke povprečne evropske države. In pa na drugi strani Rusijo, kjer je skrajno desna ideologija ta hip inkorporirana v samo bistvo oblasti. Kako je možno, da se te dve različni izhodiščni poziciji, in seveda obvezni predodatek, Zelenski je predsednik židovske veroizpovedi, katerega sorodniki so jih nacisti, katerega sorodnike so nacisti pobijali med drugo svetovno vojno in tako dalje. Kako je možno, da te dve tako zelo različni izhodišči postaneta ekvivalenta v javni razpravi? Ja, že to samo govorjenje o denacifikaciji Ukrajine je seveda nonsens brez primere. Ukrajina je med drugo svetovno vojno utrpela strahotne izgube. Ukrajina je bila prva na udarcu, ko so Nemci začeli 22. junija 1941 prodirati proti Moskvi. Najprej je padel Kijev, zato tukaj so bile zanimive paralele. To je znameniti stavki Sovjetske zveze. Zjutraj ob 4 je bil bombardiran Kijev. Zdaj se je zgodba ponovila, ampak tokrat niso bili Nemci. Je bil drug sovražnik. Zdaj, tile podatki so različni, ampak po nekaterih ocenah, ker je Ukrajina prva prestregla ta nemški udarc, je bilo v drugi svetovni vojni mrtvih 7 milijonov Ukrajincev. To je katastrofalna številka. Predtem, v 30 letih, Stalinov genocid, golodomor, ta prisilna kolektivizacija, umetno povzročena lakota, ki je terjala ogromno žrtev. Številke so spet zelo različne, zdaj zgodovinarji nekako govorijo o 4 milijonih žrtev tega golodomora, po ukrajinsko holodomora, Ukrajinci nimajo črke G, kot mi Primorci. Ta golodomor je za genocid priznalo 16 držav. Poleg Ukrajine tudi ZDA, Kanada, Nemčija, Poljska, Slovenija ga še ni. In zanimivo je tukaj dodati, da je beseda genocid nastala prav v Ukrajini, v Lvovu. Avtor je Rafael Lemkin, je prav ta golodomor razglasil za klasičen primer sovjetskega genocida. Omenjeno je bilo, da je seveda predsednik Zelenski
je Žid. Ne. Kot pravi, so njegovi trije bratje od deda so padli v vojni. Ne. Njegova družina je preživela holokaust. Ogromno žrtev v širši družini. Ne. Naključje ali pa ne, je hotelo, da je prav na začetku vojne bil poškodovan, ko so Rusi obstreljevali televizijski stolp v Kijevu, je bil poškodovan tudi memorialni center Babin Jar, ki je čisto zraven tega stolpa, kjer so Nemci leta 1941 v 2 dneh pobili 33,000 Židov. In potem govoriti državi, ki je toliko pretrpela med drugo svetovno vojno in pred njo, da je to dežela nedrogiranih neonacistov, je v bistvu popolnoma deplasirano. Tukaj gre v bistvu za strahotno propagandno in informacijsko vojno, ki ne izbira sredstev, ki poskuša nasprotnika prikazati v najslabši možni luči, mu naprtiti grehe tudi svoje. In je tukaj zdaj v resnici prihajamo do paradoksa, ogromno člankov se je pojavilo in novic in razprav, kar je seveda pravilno, logično, govoriti je treba o vsem, o teh ukrajinskih neonacistih. Ampak ta hip se dogaja katastrofalna vojna, kjer se uničujejo šole, bolnice, vrtci, cela mesta, dogajajo se strahotni zločini. Vojska z 200,000 možmi je udarila na državo, ker zdaj, ponavljam, je prav, da se vse razišče in da se vse pove, ampak iščemo tistih nekaj... Poskušamo na tehtnico dajati stvari, ki zares niso primerljive in prikazovati, kot da gre za, ne vem, eno in isto. Branko, ker imamo... Ja. Sam hočem reči, točno to, kar si rekla. Jaz se bom do konca svojega novinarskega življenja boril za to, da se pove resnico o vseh dogodkih, o eni in o drugi strani. Ampak, kakor smo rekli, to dati na tehtnico, to uničujočo vojno na 10 milijonov beguncev in tam par tisoč radikalnih posameznikov je res malo nenavadno. Branko, najlepša ti hvala za ta pogovor. Še veliko je tem, ki bi jih rada raziskala in jih bova tudi zalažem v naslednjih dneh, tednih in mesecih. Ti vem, da veliko hodiš v svet Evrope, zdaj moramo zaključiti, ampak planiraš v kratkem kakšne obiske? Rusija je bila uradno izključena od tam. Ja, to je bila... Zdaj sem bil en dan v Strasburgu. Zasedanje je sicer trajalo 2 dni, ampak pač je treba tudi racionalno ravnati s časom. To je bil velik dogodek. To je bil, se mi zdi, da ob vseh teh burnih dogajanjih na to, da smo v Evropi na to kar malo pozabili. Ker poleg drugih številnih razpok, ki jih vidimo vsak dan, se je zdaj pojavila v Evropi še ena nova in to po svoje grozljiva razpoka. Zdaj se je Evropa razklala še na del, kjer Evropska konvencija o človekovih pravicah še velja in na del, kjer ta dokument nad dokumenti ne velja več. Zame osebno je seveda to, kar se je zgodilo, katastrofa, ne zaradi Kremlja, ampak zaradi ruskih državljanov, ki zdaj nimajo več dostopa do Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasburgu, kar je zame tragedija nad tragedijami. Če niso dobili pravice doma na ruskih sodiščih, so se lahko pritožili v Strasburg. Zdaj te možnosti ne bo več. Rusija je bila do zdaj, v bistvu, odkar je vstopila v svet Evrope leta 1996, prva po številu pritožb in večino pritožb je Rusija v Strasburgu tudi izgubila in je bil po svoje tudi to eden od vzrokov, da jih je ta svet Evrope nenehno jim je šel na živce in so nenehno govorili, zakaj so sploh vstopili, če jih vsi samo kritizirajo, ampak dejstvo je, da je Rusija s tem, ko je vstopila, se je zavezala, da bo spoštovala vsa načela, ki
jih mora članica Sveta Evrope spoštovati, to seveda demokracija, človekove pravice in vladavina prava. Tega pa v Rusiji ni. In s tem, ko so začeli vojno proti Ukrajini, je Rusija dokončno, kot so razlagali zdaj prejšnji teden v Strasburgu, dokončno prekoračila rdečo črto, ki jo ne bi smela, in posledica je bila izključitev. To je do zdaj drugi primer v zgodovini Sveta Evrope, te prve in edine panevropske organizacije, ki je Evropo začela združevati po drugi svetovni vojni. Prva je bila Grčija leta 1969, ko se je zgodil vojaški udar polkovnikov, in druga je zdaj Rusija. Žalosten dogodek za Evropo. Branko Soban, ta zgodba se bojim, da se bo nadaljevala še nekaj časa, kar pomeni, da bomo imeli tudi mi še kakšen neprijeten razlog, da se pogovarjamo. Upam pa tudi, da bomo imeli kdaj še kakšen prijetnejši razlog. Ja, upamo. Z veseljem, evo. Ampak zaenkrat najlepša hvala, da ste nama pomagali osvetliti tudi ta vidik ruske agresije na Ukrajino. In Nataša, razen če imaš ti še kaj, verjetno na tej točki treba pristaviti piko. Postavljava piko, ja. Branko, tudi v mojem imenu res lepa hvala, da si nama pomagal osvetliti še ta del in še en kamenček v tem mozaiku kontekstualiziranja vojne v Ukrajini. Hvala in vse dobro. Ja, me je veselilo. Hvala, nasvidenje.